Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Minuli teden je predsednik Komisije za nadzor nad varnostnimi službami Zvonka Černač, pomočnika direktorja uprave kriminalistične policije Roberta Črepinka, spraševal o konkretnih izsledkih doslej opravljene preiskave o skritih kamerah na slovenskih železnicah. Na to se je odzvala tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, ki je Černaču očitala zlorabo pooblastili in napovedala svoje nadaljnje ukrepe. Vprašanja so bile take narave, da nanje od policije niti sama kot ministrica ne smem in ne moram pričakovati odgovora, ker bi s tem v nasprotju zakonom posegla v operativno samostojnost in avtonomijo policije. Ko predstavnik policije na vprašanje, to pravilno, ni želel odgovoriti in je to tudi pojasnil, je pogovor postal nedostojen in na meji nesramnosti. Tega kot ministrica ne bom dopustila. Zato bom tudi danes na predsednika Državnega zbora naslovila v pismo, v katerem ga bom opozorila na vse navedeno. Obenem bom tudi zaščitila integriteto policistov in kriminalistov. Če pa bo potrebno, bom sprejela tudi ustrezne ukrepe za postopek pred Ustavnim sodiščem zoper dejanja predsednika komisije. Na petkovi tiskovni konferenci je minister za gospodarstvo Matej Lahovnik predstavil presek enoletnega delovanja ministrstva, kjer se je osredotočil predvsem na aktivnosti povezane z bojem proti finančni krizi. Ministrstvo za gospodarstvo je preko različnih razpisov podprlo 800 projektov podjetij v vrednosti 259 milijonov evrov. Od tega so bili nekateri razpisi uvedeni na novo, prav zaradi krize pri nekaterih razpisih, ki pa so bili že načrtovani, smo dodatno povečali sredstva, nekateri, ki so pa bili predvideni za črpanje evropskih sredstev za perspektivo 2007-2013 in se je predvidevala nekako črpanje sredstev in tudi razpise v drugi polovici finančne perspektive, se pravi v tam letih 2012-2013 smo pa razpisali praktično že prej. Mladi forum SD se je vključil v napovedane spremembe študentskega dela in pripravil svoje predloge za spremembo zakonodaje. Kot je povedal predsednik Mladega foruma Branko Kastelic, so ministrstvu predlagali uvedbo kratkih del, ki bi jih poleg študentov lahko upravljali tudi upokojenci in brezposelni. Obdavčitev teh del bi bila pa 25%. Vemo, da je bilo to področje v zadnjih časih vse prevečkrat izkoriščeno. Izkoriščili so ga tisti, ki so se efektivno vpisovali na svoje fakultete, da so potem lahko delali preko študentskih napotnic in nenazadnje izkoriščili so ga tudi sami delodajalci. Zdaj, če se samo nanesem na začetku morda na študente, kako bi se njihova obdavčitev porazdelila, 11% obdavčitve študentskega dela bi šlo v novo nastali sklad, ki bi bil namenjen štipendiranju in pa izgradnji študentskih domov, 12% bi šlo v pokojninsko blagajno in pa potem 2% bi šla v poseben sklad za sofinanciranje projektov mladinskih organizacij. Torej, iz tega sklada, kam bi se odtekal ves denar, bi se potem lahko vse mladinske in pa nevladne organizacije prijavljali svoje projekte za sofinanciranje le-teh. S tem tudi simbolno pokopavamo študentsko napotnico. Zakaj pokopavamo? Nekako vendarle sočustvujemo z vsemi tistimi študentkami in študenti, ki so potrebovali študentsko delo za to, da so se lahko preživljali, da so lahko študirali. In hkrati pa seveda tudi mislimo, da je študentska napotnica svoje opravila, da je čas, da se nekako jo zaspravi v zaslužen pokoj oziroma da jo pokopljamo in ne zadnje, da je čas sedaj, ko lahko uveljavljamo druge oblike zaposlitve, ki bojo nekako bolj pregledne in bojo pač v njih vključevali tudi čim širšo populacijo, ne samo mladih. Člani Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice so končno dobili nove prostore, v katerih bodo lahko izvajali številne aktivnosti. Poleg izobraževanja in drugih projektov je namen novih prostorov tudi spodbujanje druženja, saj so narejeni v stilu dnevnega centra. Nove prostore je odprl ljubljanski župan Zoran Janković, ki je vsem prisotnim povedal kratko anekdoto. Čestitke vsem, ki so to pripravili.
prvi del bloka ste zavzeli, ampak tudi lepo je povedati, da je treba ima posebni vhod. In ljudje, ko bodo spoznali to, bo gotovo, da se ne nismo tako različni, smo vsi ljudje. Zaključim pa tudi z anekdoto, včeraj je prišel na trg poln naših nogometašov, ampak če se jaz spomnim, bila prva nogometna tekma, ne, ravno vas, ne, ko smo tu igrali na Prešernovem trgu, se pravi, to je bil ti začetek, ne, včerajšnjega proslave. O problem solverjih in problem makerjih komentar dneva Luka Juri. Te dni se je slovenska politična scena razdelila na dva tabora. Na tiste, ki arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško podpirajo, in na tiste, ki ga ne. Drugače povedano, razdelila se na tiste, ki želijo probleme rešiti, in na tiste, ki tega ne želijo oziroma želijo ustvarjati nove. Arbitražni sporazum je, glede na realno stanje, tista rešitev, ki omogoča zmago tako Sloveniji kot Hrvaški. Slovenija si je s Pahorjevim sporazumom zagotovila bistveno boljše pogoje, kot jih je na Bledu iztržil takratni premijer Janša, Hrvaška pa ima sedaj možnost v nekaj letih postati članica Evropske unije, kar pa je, kot najbližji sosedi, v največjem interesu prav Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu. Še najbolj zanimivo je, da sporazumu nasprotuje SDS s predsednikom Janšo na čelu, čeprav je pred 2 leti prepričano stala za bledskim dogovorom Janša Sanader, ki je bil za Slovenijo bistveno slabši. Ni omenjal namreč ne stika Slovenije z odprtim morjem, ne načela pravičnosti. In tu tiči zajec. Čemu bi SDS nasprotovala za Slovenijo boljšemu dogovoru, če je bila pred 2 letoma pripravljena podpreti dogovor sklenjen na Bledu? Možni razlagi sta samo dve. Ali je na strani Hrvaške, v kar gre dvomiti, ali pa to počenja zato, ker si rešitve v bistvu ne želi. Ali bolje rečeno, tej vladi ne želi privoščiti, da bi dosegla boljšo rešitev, kakršno je bila sposobna doseči sama. Ne gre torej za vprašanje o vsebini sporazuma, ampak za vprašanje, ali si želimo problem rešiti ali ne. To je pravzaprav rdeča nit te koalicije, ki v zadnjih mesecih dokazuje, da probleme rešuje. Tudi v tem konkretnem primeru je Pahor dokazal ne samo, da si problem želi rešiti, ampak tudi, da je sposoben takšno rešitev doseči. Dokazal je, da je problem solver, rešitev problemov. Janša nasprotno dokazuje, da ga rešitev ne zanima oziroma da si je ne želi. Dokazal je, da je pripravljen zavreči tudi to zgodovinsko priložnost, da bi končno zaprli vprašanje med Slovenijo in Hrvaško samo zato, ker želi destabilizirati vlado, samo zato, ker želi nove probleme. Dokazal je, da je problem maker. K sreči na koncu odločitev ni na politike, ampak na ljudeh, saj bo dokončna odločitev o potrditvi arbitražnega sporazuma padla na posvetovalnem, a vseeno odločilnem referendumu. Šele takrat bo jasno, na kateri strani je Slovenija. Problem solverjev ali pač. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Mariborska rokerska zasedba Dwell je po 4 letih delovanja, kjer so se uspešno predstavljali na koncertih širom Slovenije in tudi v tujini, julija letos izdala svojo prvo ploščo Fate by Coincidence. Ploščo trenutno predstavljajo na klubski turneji Tour by Coincidence, ki jih je pripeljala v ljubljanski Roxley, kjer pa jih je ujela naša kamera. Tukaj v Ljubljani. Pač načeloma je za skupine najlažje igrati v domačem kraju, recimo za nas v Mariboru, kjer smo imeli prejšnji teden koncert, je bil tudi super obiskan. Smo si želeli isto tudi za Ljubljano, da bi bil čim boljši obisk in smo zelo presenečeni. Obisk je bil super in folk se je totalno raztural, tako da smo res zadovoljni. Uspešen koncert, pa želimo si še takšnih še več na naši klubski turneji, ki smo jo otvorili tudi prejšnji teden v Mariboru. Tako da še imamo pred sabo, mislim, da kakšnih 7 koncertov minimalno do konca leta. V Ljubljani se ponovno pojavimo 10. decembra v Ortobaru, tako da pozivam vse, ki niso bili danes tukaj v Roxleyju, da pridejo v Ortobar. Turneja je v sklopu izdaje plate, imenuje se Tour by Coincidence.
torej turneja. Plata sama se imenuje Fate by Coincidence, na njej je 10 komadov in 2 bonus tracka in priporočam, da si jo prisluhnete. Ne? In še vreme. Gripa, 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 svinska gripa, ta svinska gripa. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lep pozdrav.